Ni meje. Za dobre ideje. Prijazen pozdrav, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci. Poletje, počitnice, to je tudi čas različnih taborov. Pozdravljam prek telefonske linije Janka Marka, učitelja telovadbe, ki je ta trenutek na taboru. Dober dan. Zdravo. Ja, lep pozdrav. Vaš tabor je inkluzivni, torej vključujoč. Gibaj in zmagaj. Koga vse gostite? Koga vključujete? V bistvu je naša rdeča nit to, da sprejemamo vse otroke. So dobrodošli tako otroci, ki imajo značilen razvoj, to se pravi brez nekih razvojnih posebnosti, predvsem pa tudi takšni otroci, ki imajo razne razvojne posebnosti, od intelektualnih primanjkljajev, gibalnih, razne stvari. Skratka, vsak je tukaj dobrodošel. Študirate inkluzivno pedagogiko, to področje vas zanima, ste učitelj telovadbe z dolgoletnimi izkušnjami, tudi kot voditelj taborov in ste opazili leta nazaj, da težko sprejmemo otroke, ki imajo posebnosti, svoje potrebe. Nas je strah odgovornosti, se nam zdi, da bo nek ritem tabora potem preveč prilagojen. Kaj ste opazili? Neke skrbi so povsem odveč, da v bistvu moramo dati sam neko priložnost, predvsem populaciji, ki nimajo razvojnih izzivov, da spoznajo otroke, ki so intelektualno ovirani ali na kakršenkoli drug način imajo primanjkljaje. In že prvi, drugi dan vse neke bariere se porušijo in sproščeno sobivajo cel teden tukaj. In prepričani smo, da ti otroci dobijo neko tako izkušnjo za celo življenje, da jih spremlja, da so neke stigme pozabljene in so zaradi tega lahko bolj sprejemajoči za vse. Eni in drugi imajo koristi, kaj ne? Točno to. Tudi otroci, ki imajo razvojne težave, so prevečkrat odrinjeni, institucionalizirani, zato jim dajemo tukaj priložnost, da se z vrstniki družijo. Žal mi je, da so tak na nek način pod pretvezo, da se zelo skrbi za njih, odrinjeni na stran. Moje mnenje je, da bi mogli več vključevati osebe s posebnimi potrebami v družbo in začeti je treba z mladimi. Vaše posebnosti tabora Gibaj in zmagaj, kje lahko dobimo več informacij, tudi za kakšen termin, če nas poslušajo starši, ki bi zelo radi svoje otroke vključili tudi v tak vključujoč tabor, inkluziven tabor? Ja, informacije so vse na naši spletni strani. Letos je že 9. tabor. Večina staršev ali pa mnogo staršev otrok s posebnimi potrebami nas že itak pozna. Bi si pa želeli otrok, ki nimajo razvojnih težav, ker je pač s tem namenom tabor sploh ustvarjen. Vem, da veliko staršev ima željo dati otroke v baletne tabore, športne tabore, kakršnekoli tabore. Spodbujam pa starše, da tudi vidijo neko priložnost v našem taboru, da vidijo, kaj je dobro za otroke, in sem prepričan, da mnogi starši bi videli potencial v našem taboru, da bodo njihovi otroci bolj sprejemajoči. Kaj vse počnete? Kakšen je vaš dnevni ritem? Dopoldneve imamo zelo strukturirane, to se pravi, imamo neke delavnice zdrave prehrane, delavnice prijateljstva, plesne delavnice, še mnoge druge. In poleg te inkluzije, ki je ena od rdečih niti tabora, je tudi rdeča nit tabora učenje zdrave prehrane oziroma zdravega življenja. In s temi vsebinami se dosti ukvarjamo. Popodnevi je pa bolj sproščeno, taki vroči dnevi so, vsaj da 4 smo bili bolj noter, potem imamo pa športne igre. Vsak otrok se lahko odloči, ali gre se igrati neke igre z žogo. Včeraj smo imeli pohod, tako da smo zelo aktivni. Obiskali so nas tudi gasilci, gospod iz kmetije je prišel pokazati traktor, danes nam pride zapet Irena Vrčkovnik, bomo imeli zvečer koncert. Skratka, vsak dan se veliko dogaja in ni nam dolg čas. Kje pa ste? Smo pa v osnovni šoli Rečica ob Savinji, kjer sam poučujem. Ko so počitnice, smo pa izkoristili to čudovito okolico tukaj. Imamo vse možne pogoje, od velike telovadnice do zunanjih igrišč, tako da smo v Zgornji Savinjski dolini in iz cele Slovenije so otroci tukaj. Kaj pa Savinja? Zdaj upamo, da je varna, mirna v svojem toku, tudi v svoji strugi. Ja, zelo mirna, še mogoče celo premirna. Bi želeli, da bi bilo več vode, ampak jih ne vozimo do Savinje, imamo vse 2 kilometra do tja, in tako da jim tukaj smo jim naredili tako vodno drčo. Gasilci so nas prišli ohladiti, imamo zabavo z vodnimi balončki, tako da se hladimo na vse možne načine.
Janko, Marko, ste dolgo premišljevali, preden ste začeli s taborom Gibaj in zmagaj. Kot rečeno, kmalu boste pisali prvih 10 let te uspešne zgodbe. Ja, pa nismo nič kaj veliko premišljevali. V bistvu smo si želeli ustvariti inkluzivni tabor, ker prej sem bil zaposlen na šoli za otroke z primanjkljaju razvoju in mi je bilo tako čudovito delati z njimi in sem želel vsem pokazati, kako so to čudoviti ljudje, ne, da se na njih gleda z nekim usmiljenjem ali pa z nekim odporom. To je bila glavna motivacija, ni bilo nekih zadržkov. Mlajši sem še bil in nisem nič razmišljal kaj preveč, da bi imel nekih strahov in potem, ko se je to izkazalo za zelo lepo zgodbo, čist spontano nadaljujemo vsako leto smo bolj motivirani, da še nadaljujemo. In vesel sem, da tak tabor obstaja. Drugače pa letos je 80 otrok. V želji po inkluziji smo osnovnemu taboru priključili tudi košarkarski tabor, tako da tukaj je z nami tudi 15-20 otrok košarkarjev tukaj iz lokalnega okolja in sočasno potekata oba tabora in tudi vidim ful enih lepih stvari, da se podružijo. Ko imajo trening ločeno, ko ni treninga, se pa priključijo delavnicam, pa sobivajo. No. Sej ni treba raketne znanosti odkrivati, sam da sobivajo, da so skupaj. Čestitke še enkrat, naj vam bo dobro skupaj in na še veliko uspešnih taborov Gibaj in zmagaj, ki so torej vključujoči, in tudi vam srečno pri razvoju in pa delovanju na področju inkluzivne pedagogike tudi v službenem profesionalnem času. Janko, Marko, hvala za pogovor. Hvala vam, lep dan. Ni meje za dobre ideje.